V živo iz studia Pritličje, to je Vzhodno od kvira ali kjer ga najdeš. Za vse, ki vam pred zasloni ali v prostoru serija pogovorov še ni znana, tole. Vzhodno od kvira ali kjer ga najdeš v precep vzame pojav, izdelek, osebnost, prostor, lik, gibanje in premisli, kako kulturni družbeni stroj z obrati v produkciji ali zasuki v recepciji združuje, razdružuje spolne, kulturne, pa rasne, razredne antagonizme, agonizme in kaj od njih ostaja, ustraja. Če bi zdaj bil jaz Marcel Štefančič junior, ne, in on vedno pozdravi oba predsednika, jaz bi pa pravzaprav moral pozdraviti Facebook in Google. Ne, namreč vse se beleži in pač Facebook in Google vesta več, kot vem jaz, oziroma vemo vsi tukaj. Torej, dober večer Facebook in dober večer Google. V precepu tokrat voguing, v pogovoru Rok Vevar, čeprav ne lovi teoretskih bližnjic, Rok Vevar hitro zadane v bistvo. Ko se ne angažira na področju sodobnega plesa, dela z nelagodjem v kulturi in kopiči vinilke okrog 800, čeprav nima gramofona. Za vse, ki nas spremljate pred zasloni, če se vam tekom pogovora porodi kak vprašanje, kak komentar, pripišite, zapišite, spremljam, beležim, oziroma Facebook spremlja in beleži in ve, in bomo odgovorili. In enako v prostoru pač bo čas za vprašanje še proti koncu. Dobro, zdaj voguing za začetek ga umestimo v konec 80-ih. Vemo, da eden izmed osrednjih likov, Willy Ninja iz Hiše Ninja, je elemente prvine črpal iz naslovnice revije Vogue, z baleta, sodobnega plesa, ritmične gimnastike, ne. Mislim, da celo iz egipčanskih hieroglifov. Iz egipčanskih hieroglifov in tako dalje. Ampak, kot vemo, se je seveda vsa ta performativnost začela že v 20-ih v Harlemu. Namreč ta znani dokumentarec Jenny, kako se že piše? Livingston, tako. Jenny Livingston iz leta 90 oziroma 91, odvisno kako štejemo, ali na Toronto festivalu ali potem v redni distribuciji. Mislim, da zelo dobro, ključno dokumentira to sceno. To je scena konca 80-ih, kot že rečeno, ampak se seveda navezuje ta Harlem z konca 80-ih, se navezuje na Harlem iz 20-ih. Dobro, te prvine so na nek način se postavile v to neko zmes, kot jo poznamo danes, kot je prešla v mainstream, pa potem spet v underground, pa potem spet v mainstream danes, ampak ima neke izvore še pred 80-imi. Najprej bi jaz poudaril, da mogoče jaz osebno nisem specialist za Vogue, pa voguing, ampak sem nekako plesni zgodovinar in v bistvu lahko določene zadeve, ki se tičejo tega fenomena, pač recimo na ta način ali pa skozi to perspektivo tudi mislim. Ja, v bistvu ta zgodba te izrazito, bi rekel, marginalizirane scene voguinga iz 80-ih let ima seveda pač povezavo z afroameriškim pač različnimi obliki plesa, pač obrednimi, umetniškimi, različnimi, recimo tudi drugimi tekmovalnimi, ampak v 20 pa 30 letih zgodovina afroameriškega modernega plesa beleži v bistvu te neke prva imena. Edna Guy, Katharine Dunham in Pearl Primus so ta velika ženska imena iz tega obdobja. Zanimivo pa je, da je v 30 letih neka fondacija Rosenwald poslala Katharine Dunham in Pearl Primus eno na Karibske otoke, drugo pa na Zahodno Afriko,
se pravi, to je bil oddelek za antropologijo Univerze v Chicagu, kjer so začele preučevati te, bi rekel, neke starejše plese afrokaribske kulture in zahodnoafriške plese, kar je en element, mislim, obstaja v bistvu način, bi rekel, nošnje in gibanja telesa, ki jo je možno prepoznati iz teh verov. Ena izmed teh značilnosti, ki je v Vogu izrazito prisotna, je nekaj, kar danes sodobni ples imenuje izolacije. Se pravi, to sposobnost, da ti izoliraš določen del telesa, gestično in ga na nek način, se pravi, ga ločiš od ostalega telesa in tej gesti daš svoje lastno telo, bi rekel. No, recimo, to je v Vogu nekaj, kar je tako zelo izrazito in to je prisotno praktično skozi v različnih kulturah, različnih afriških kulturah in tudi v afrokaribskih kulturah. Kar je pa en element, ki je prisoten recimo tudi v tem filmu Paris is Burning iz leta 90, je pa to, da je bil Vogue, se pravi ta plesno-gibalni, kinetični stil povezan z določeno tekmo. Z nekim tekmovanjem in to je nekaj, kar afroameriški ulični plesi, naprimer, to je izrazito, imenujejo battle. Recimo Žigan Kranjčan bi znal, ki je pač naš plesalec, trenutno pleše v vrsti pač plesnih predstav in je specialist za vse te žanre, se pravi uličnih plesov, street dansa, ki jih je enormno veliko in so v bistvu in nastajajo pravzaprav spontano na podoben način, kot Willy Ninja opisuje, se pravi, analitično opisuje nekaj, kar nastaja praktično zelo spontano. Ti plesi nastajajo na ta način in imajo neko socialno funkcijo, kjer so v bistvu substitut za neposredne, bi rekel, telesne spopade ali pa pretepe, se pravi, nek substitut za fizično obračunavanje, ki se zgodi preko plesa. To so ti tako imenovani betli ali pa spopadi, kjer ta zmagovalec, namesto da bi svojo moč dokazoval z tem, da drugega poškoduje, to naredi v bistvu na estetiziran način, v bistvu kar spomni na pojav športa v bistvu antični Grčiji. Pač v 8. stoletju mislim, da je se abstraktno mišljenje v antično grško kulturo nenadoma umesti in seveda šport je abstrakcija bojnih veščin oziroma pač neposrednih vojnih spopadov in veščin, ki so pač s tem povezani. Določena abstraktna varianta orožja. Preden se vrnem k tej tekmovalnosti, te vprašam še tole, kako sama tehnologija, če zdaj zavrtimo vsa ta desetletja naprej do konca 80-ih, kako tehnologija potem vpliva na plesno, koreografsko, izrazno tehniko? Ja, recimo pri Vogu je izrazito, je bolj ali manj evidentno, da brez, naprimer, slideshow, se pravi teh serij fotografij, v bistvu na nek način teh izolacij ali pa teh poz, ki so zmontirane v določeno funkcionalno in efektivno zaporedje, pač ne bi bilo. Ampak to je v bistvu nekaj, kar recimo v breakdancu, jaz mislim, da breakdanca brez filmske tehnologije ni. Se pravi, ta fast forward in prevrtavanje nazaj, hitre montaže določenih poz in tako naprej. To se pač vse zelo rado upisuje prav v te afroameriške tipe uličnih plesov ali pa, ja, mogoče manj se pravi umetniške, te, ki se izrazito deklarirajo kot umetnost, čeprav v zadnjih 2 desetletjih imamo tega ogromno in v afroameriških modernih, sodobnih plesnih oblikah, pa seveda zdaj tudi po Evropi. Ampak mislim, da so
Obstaja nek zelo dober dokumentarc o tem razvoju afroameriškega umetniškega plesa, ki ima naslov Free to Dance izpred 20 let, pač ki pokaže, kako so se dejansko določeni tehnični vidiki ali pa tudi tehnološki vidiki zelo efektivno opisali tako pač v afroameriški ples, pa tudi pol v apropriacije belskih variant tega. Naprimer, ne vem, brez filmske ali pa fotografske tehnologije gibljiv torzo je nekaj, kar je izrazit element ljudskih, etno-afriških plesov. Ta, bi rekel, pregibnost, ki jo naprimer znameniti koreograf Merce Cunningham tam v 50 letih uvede v to neko zelo disciplinirano tehniko, ki se vadi vsak dan, določeni elementi se vsak dan delajo, ampak ta recimo gibljiv torzo je nekaj, kar je pobral iz afroameriških modernih plesov. Zato, ker tudi zaradi tega, to sem pozabil prej omeniti, pa je mogoče, se pravi, ti dve koreografinji oziroma plesalki Katherine Dunham in Pearl Primus, ko sta v 30 letih s svojimi filmskimi ekipami naredile te antropološke raziskave, pa posnele, preživele 6 mesecev na Karibskih otokih in Zahodnji Afriki, sta na podlagi tega razvile tehnike, svoje preoplesne tehnike, ki so se kasneje prenesle v neke zelo, bi rekel, popularne oblike plesnih tehnik. Elvin Ailey oziroma jazz balet je ena, ki je najbolj znana, ki je mogoče v zadnjih desetletjih nekako izgubila svoj primarni stik z razlogi, zakaj je bila razvita, ampak recimo to gledamo zdaj po televiziji, naprimer, te zadeve. Namreč zato sem izpostavil Willija Ninjo. Willy Ninja kot osrednji lik preprosto zgolj kot neke vrste najbolj koreograf med vsemi njimi, ki jih ta dokumentarc portretira. Ne? Ja, v bistvu zanimivo je ta Willy Ninja, vidi se, da je prvič izrazit plesni talent, kar ni mogoče primer pri vseh otrocih in legendah iz teh plesnih družin Voginga, ki jih obravnava ta film Paris is Burning, oziroma prikaže. Pri njemu se vidi, da je dejansko da ima nek analitičen pogled, pa tudi neko strategijo, da razume elemente, ki jih pleše. Obstaja na YouTube en fenomenalen odlomek, kjer gostuje na enem od teh popularnih talk show, zdaj ne vem, ni Letterman, ampak eden od mičkeno manj znanih, kjer demonstrira v studiu, naprimer, te zadeve. Mislim, pač preprosto je izjemnje, tudi, kako bi rekel, po mojem je to nekdo, ki bi bil sposoben plesati karkoli, če bi pravočasno začel delati to zadevo, in on je iz tega filma praktično ena in edina zvezda, ki je iz te neke marginalne, male newyorške downtown scene, bi rekel, se prebil tja, kamor se je želel prebiti, in to je pač v kontekst popularne kulture. Zdaj, Voging kot dogodek, kot bol, sva rekla, da je neko tekmovanje. Ne? Zdaj, če vzamem ta boj ali pa obračun med koreografiranimi telesi, ne, kot neki, s čimer se je afroameriška in latino LGBTIQ plus skupnost izražala oziroma skozi telo prišla do kakršne koli pravzaprav vidnosti. Namreč gre za neko trojno, ne, marginalnost, diskriminacijo ali deprivilegiranost. Ne. Rasno, spolno oziroma seksualno in seveda razredno. Ne. Ja, samo nekaj treba poudariti. Recimo ta Vogue scena je imela to srečo, da je nekdo, kot je režiserka tega filma, imela dovolj velik interes, da to posname, to dokumentira in zabeleži. Jaz mislim, da je teh mini scen, jaz nisem, v bistvu tudi v sami LGBT skupnosti bilo še kaj. In mogoče tudi v kakem drugem od ameriških mest, mogoče San Francisco, ampak v bistvu ta
mogoče je bil Vogue ta izrazito zanimiv fenomen z svojo celotno neko socialno organizacijo, ki je pač njo pritegnil. Ampak vprašanje, če mi ga še enkrat ponoviš, se pravi, Vprašanje je, rasna, spolna in razredna diskriminiranost. kako je šlo skozi voguing, pravzaprav za neko izražanje, prihajanje k neki vidnosti, ki je sicer prej ni bilo, ne? Torej rasno, spolno oziroma seksualno in razredno. Ja, pač to so bile, bi rekel, v tej populaciji so bili to absolutno trije neverjetni minusi, ki so pač določeno skupnost porinili praktično na rob. Ena zadeva, ki je zanimiva in o kateri se ne govori veliko, je to, o čemer tudi recimo Spike Lee govori, pa Toni Morrison in v svojih knjigah in v intervjujih, da obstaja seveda rasizem tudi znotraj same afroameriške populacije. Se pravi, da je pač skozi praktično celotno 20. stoletje, da je bilo zelo, pač, da so bili, se pravi, ti, ki so imeli bolj temno polt, lahko zelo, bi rekel, rasistično nastrojeni proti tem, ki so imeli svetlejšo polt. Ali pa med afroameriško populacijo pa latino populacijo oziroma hispanoameriško populacijo. Tako da obstajajo tudi poleg tega, kar mogoče v tem filmu ni vidno, je pa na kakih drugih dokumentih, ali pa se pravi neka znotraj same populacije neke oblike nestrpnosti pa teh superiornih fikcij. Tako da recimo tudi to je, na to je mogoče tako zelo zanimivo opozoriti. Ampak recimo ta skupnost, ki očitno film se dogaja v enem od temu tam pravijo dom, ali se pravi, kar mislim, da celo tudi neki slovanskega izvora, se pravi ti neki pač domovi oziroma kulturni domovi, kjer obstaja neka stopna inkluzivnosti, ki se kaže seveda tudi v filmu v različnih kategorijah, povezano z nečim, čemer oni rečejo realness, kar ne pomeni nič drugega kot nekdo, ki izgleda kot, oziroma ki vizualno ustreza, po podobi ustreza, se pravi nekemu pač finančnemu dilerju, nekemu šolarju ali pa študentu, ki ima, kako bi temu rekel, blag postviktorijanski izgled, se pravi v bistvu neke fantazije, večinoma povezane z belo populacijo, ki seveda vstopajo v to njihovo pač prakso, pa mogoče še ena zadeva, ki je podobna, ta stopna inkluzivnosti, ki je, se pravi stopna posluha za te razlike, ki se na nek način spremeni resnično v morje različnih kategorij, jo je, v bistvu bi mogoče zgodovinsko spomnil, v 20. pa 30. letih je zanimivo, da so ti prvi predstavniki afroameriškega plesa neko podobno obliko inkluzivnosti so bili deležni v takratnih delavskih krogih. Se pravi, to je bil recimo v 20. pa 30. letih so bili, temu smo pri nas rekli delavski odri. Ferdo Delak je vodil pri nas neki od teh zadev. Se pravi, neki kulturna dejavnost delavskega razreda je zagotovila recimo prav v New Yorku, bolj v Brooklynu, takrat v resnici neko stopno inkluzivnosti za različne, se pravi, rase, za različne etnije oziroma narodnosti, stopna egalitarnosti predvsem v tem, bi rekel, spolno bipolarnem svetu je pa za moške in ženske, se pravi, v bistvu delavski kriterij je bil poglavitna neka pač
poglavitni kriterij sprejetosti za vse, kar je zelo zanimivo. V bistvu to je bil pogoj, da se je nekaj takega plesko tako sploh razvil. Tu v tem, bi rekel, marginalnem krogu je pa mogoče pogoj za to, da je postal mogoče prepoznaven medijsko tudi. Okay. Še o političnosti Voguinga nekoč in danes. Recimo, da vzamemo glamour kot zdaj neko izhodišče, kot neki, kar na prvi pogled se zdi, da gre seveda za neko uprizarjanje, upodabljanje glamourja, vsaj do neke mere, ampak kot sva že nakazala, ne, če pogledamo, spet skozi, seveda beremo to skozi dokumentarec v resnici, če pogledamo kategorije, ne, prvič obstaja cel kup kategorij, ne, ki se prilagajajo takšni in drugačni osebni okoliščini vseh, ki se nekako udeležujejo. Ne gre zgolj za kategorije, velike kategorije, ne, spol oziroma seksualnost, rasa in razred, ampak res povsem osebne okoliščine, tudi telesna teža in podobno. In gre za izumljanje teh kategorij v podkategorije oziroma še dodatne kategorije. Se mi zdi, kar je ključno tukaj, ne, da ta tekmovalnost, čeprav bi seveda skozi potem branje v začetka 90-ih, pa potem še danes, bi se pokazalo, kot da gre za nek hud nadindividualizem, ne, ultraindividualizem, kjer res hočeš nekoga premagati, ne, pa ponižati na ta način, zato da bi sebe dvignil. Gre v resnici za neko res absolutno solidarnost v tem tekmovanju. Ne. Pač, kdor se čuti izključeno v tistem dogodku samem ali pa pač v teh dogodkih, ne, pa pač ustanovimo še eno kategorijo za to, ne, vključujemo. Ampak to je mogoče tudi povezano pač z neko kategorijo self-made man ali pa se pravi tega samostvarjenja neke identitete, ki je seveda tudi povezana z nekimi ekonomskimi kategorijami self-brandinga. Produkcija subjektivnosti praktično se dogaja na nek, kako bi temu rekel, zelo v tem krogu na nek inkluziven način, se pravi v bistvu, če še nimamo kategorije in hoč tekmovati v tej kategoriji, jo bomo zate ustanovili ali pa mogoče, ko se pojavi pač neki ljudi, ki so ti lahko pač konkurenca. Ja, recimo zanimivo, meni je bilo zanimivo to, da imajo tudi recimo neko specifično podobo ameriškega vojaka v eni od kategorij. To je pač zanimivo, ampak po mojem pač ene kategorije so povezane tudi po mojem malo z nekimi spolnimi praksami ali pa nekimi spolnimi fetiši, mogoče. Tu se, mislim, da se meša precej zadev v teh kategorijah, je pa zanimivo, ja, pač, da jih dejansko, da se jih producira v skladu s povpraševanjem, jih to tekmovanje nekako vključi. Bom zdaj še obračal naprej. Ne. Seveda je ta glamour vseh teh akterjih v dokumentarcu in recimo privzamimo na tisti sceni takrat mišljen vsaj neko stopnjo ironije. Ne. Pač ne gre za stremenje k nečemu, preprosto iz čistega zavedanja, da si pač popolnoma odrezan od teh privilegijev, ki jih gledaš tam na dinastiji, v Žajfnicah in drugod. Ne. Ampak veš, kaj se mi zdi zanimivo? Da nekdo poudari, da to ni oblika satire, če se spomniš v filmu. Se pravi, te kategorije, da to niso oblika satire, pa se ne spomnim na katerem delu. Mislim pa, da je glamour povezan v bistvu s fantazijo po neki, se pravi, glamour je tej populaciji zaradi pač razredne deprivilegiranosti nedostopen. To so pač obleke, ki jih imajo oblečene, so mogoče kupili enkrat, jih kupili na razprodaji ali pa celo ukradli ali pa seveda sami naredili. In da na nekem mestu je Pepper LaBeija pripoveduje o tem, da mu je mama, ko je ugotovila, da se pravi, da je drag queen, iz omare se pravi zmetala vse obleke in jih na vrtu zažgala in pač temu rekel, to, kar je bilo, pač ena zadeva, ki ga je frustrirala, je pač to, da ni v familiji sprejet, druga zadeva, ki ga je frustrirala, je pa to, da je mama zažgala oprave, ki so bile v bistvu zelo drage in nedosegljive in za katere je verjetno mogel na nek način
so verjetno obstajale različne strategije, da jih sploh pridobi in pač to je za njega bila bi rekel, bolečina, ki je imela pač dva obraza. Se pravi, ta glamur, ki je prisoten, jaz mislim, da je povezan pač s fantazijo se pravi, neke razrednosti pa z ekonomskimi privilegiji, ki so pač s tem povezani. Okay, z redu se takoj vrneva, ko si že omenil pač, da družina nekoga izobči in potem se zatečeš k družini, ki ni biološka družina. Se mi zdi, kar dokumentarec oziroma kar ta scena je vzpostavila, je popolnoma neke drugačne prakse družine, družinskosti. Ne? Pač imamo hiše, dom, imamo matere oziroma očete, ne glede na biološki spol, in imamo otroke in kako preprosto pokaže ta scena, da obstajajo neki res drugi načini družinjenja, oblikovanja družin, ki niso heteronormativne ali patriarhalne. Ne? To je ena zadeva, zanimiva je, da vse te družine so enostarševske družine, zato ker je bodisi mati, bodisi oče vedno skrbi za otroke v tej skupnosti, ki lahko postanejo legende v primeru, da zmagajo enkrat na tekmovanju oziroma verjetno večkrat. Torej, gre za enostarševske familije. Jaz mislim, da so te familije oziroma družine oblika neke samoorganiziranega socialnega skrbstva v neki deprivilegirani skupnosti, po drugi strani so pa vse zaznamovane z določeno stopnjo teatralizacije, se pravi v bistvu igranje teh vlog. Se pravi, socialna vloga je na nek način pravzaprav enaka neki histrionski vlogi, ki se jo odločiš igrati. In v bistvu ima ta igra hkrati funkcionira kot neka oblika socialnega skrbstva ali pa neke samoorganizacije za to, da verjetno med njimi ni brezdomcev. Ja. Oziroma, tudi če so nekaj časa na ulici, vejo, tako, da imajo nek dom, ki ni zgolj in samo ulica. S tem, da je zanimivo, vstopnica v te družine je to, da enkrat osvojiš se pravi, tekmo. Se pravi, ti enkrat s tem, ko temu reče walks, se pravi, enkrat moraš v neki kategoriji zmagati, da si sprejet v eno od teh družin, ki imajo zelo zanimiva imena. Saint Laurent, Extravaganza, La Beija, Chanel, Cory, Dupré, Lavonque, Ninja, Overness, ta je zanimiva, Overness, Penn Davis, pač to je nekaj, se pravi, to so družine, ki so v tem filmu prisotne, generirajo določeno pripadnost, kar se vidi iz nekih pač pogovorov, ti vogeri pač pripadajo tem družinam, očitno obstaja tudi verjetno obstaja tudi nek afektivn, selektivn kriterij, po katerih oni prihajajo v te familije. Pa verjetno tudi stiln. Zelo lepo pokažejo tisto, ne, če zdaj obrnem, ženska se ne rodi, ampak ženska postane, ne, da pač mati se ne rodi, ne, ampak mati postane in isto oče in tako naprej. Ok, zdaj se vračam k temu glamurju. Ker je dokumentarec seveda z konca 80-ih, mislim, da vso to njihovo stremljenje k temu opulence, pač vsemu temu slavju in glamurju in podobnem, v resnici seveda proizvod točno tistega časa, ko imamo neoliberalizem v celoti na pohodu. Sicer se tega ne zavedajo, ampak v resnici tlakujejo pot oziroma postajajo prototip tega samouresničujočega se posameznika ali posameznice, ne, ki pač, če se dovolj potrudi, mu pač lahko rata. Ne. V bistvu eden od teh starejših travestitov iz ene od teh družin govori o tem, da je mlajša generacija, ki je nastopila, se pravi, mlajša generacija pod neverjetno močnim vplivom televizije, kar oni, na primer, ki so to začeli v 60 letih, še niso bili. To je tudi zanimivo. Se pravi, ta pač vidik vpliva televizije, pač v 80-ih je
na nek način določena paradigma popularne kulture povezane z glasbo v sponu, pojavi se seveda tudi več stvari je povezanih s tem, zakaj v 80 letih pač to, čemer smo rekli popularna glasba, pač v takem sponu dobi svoje pač televizijske promotorje z MTV-jem, po energetski krizi v 70 letih pač je se vinil poceni, pač nafta se poceni in se vinil poceni, plošče se na veliko prodajajo, pač to je pač neko srečno narekovajih pač srečno obdobje, kjer je 80 so na nek način povezana prav s tem in seveda glamour je, kot se mogoče kdo spomni, pač bil tudi izrazito del tega in je na nek način seveda ekonomski produkt. Je pa, kar je zanimivo, pač ta, če naredim eno usporednico z recimo umetniškimi plesi tega časa. To je prvo obdobje, recimo, se pravi, v sodobnem, modernem plesu je improvizacija bila vedno del generiranja materijala ali pa nekih odprtih form. In navadno so bile te forme pred 80 leti zelo igrive. Če se spomnimo, na primer, teh kolektivov pa skupin, ki so v tem času, ki imajo izrazito nek, bi rekel, urban ali pečat, nek način obnašanja. To je prvo obdobje, kjer se v teh improviziranih formah pojavi v bistvu neka taka brutalna tekmovalnost, pa rizični elementi. Mogoče, recimo temu to je tudi nekaj, kar je povezano z physical teatrom oziroma gibalnim gledališčem, ker leti po zraku precej različnih stvari, od teles do opek, kot se spomnimo. In je zanimivo, zdi se mi tako, da ja, je pač to neko obdobje, kjer je neka samouresničitev zelo pomembna, ne glede na to, shadowing ali shading je ena od teh kategorij, ki jih omenjajo, se pravi, pomembno je nekoga zasenčiti, da se samouresničiš. Ali pa če se spomnimo v bistvu ameriških filmov plesnih, ki so bili v 80 letih zelo popularni, recimo Flashdance, se pravi, na nek način oblika socialne mobilnosti je zagotovljena s tem, da neko koreografijo ali pa kombinacijo pač perfektno narediš. To je nek ideološki aspekt teh plesni filmi iz 80 let vsi bazirajo na neki vrsti audicije, tekme in tako naprej. Tako da je to zelo nekaj, kar je, tako bi rekel, pač prisotno, se pravi, glamour in tekmovalnost je nekaj, kar je takrat zelo. Se mi zdi, da ta nastavek, recimo, kot se ga da razbrati v tem dokumentarcu, ne, ni naključje, ne, da zdaj 25-30 let pozneje se zgodi TV serija, katere imena ne bom omenil, ker pač nočem promovirati, ker se mi zdi res slaba, da dojame bistvo voguinga kot točno to. Kot skozi to neko tekmovalnost, neko absolutno potrebo po poziranju oziroma po razkazovanju sebe, po samouresničevanju sebe na račun drugega, ne brez milosti, ker seveda, to je tista prava realness, to je tista, takrat si najbolj ti. In se mi zdi, da ta interpretacija in tega dokumentarca in te scene takrat zgreši, mislim, ni čudno, da zgreši to skupnostno, solidarnostno, družbeno noto, ravno zaradi tega, ker zaradi tega nastavka, ki ga ima recimo ta čas, ta dokumentarec, ta scena že takrat, 30 let pozneje, absolutna zmaga neoliberalne logike, kjer imamo samo še samouresničujoče se podjetnike, tudi ko, ne glede na to, kako, v katerem življenjskem položaju se znajdejo. Ja, v bistvu, recimo, pač, kar je meni zanimivo pač v tem dokumentarcu, je to, da dejansko te male skupnosti vzpostavijo nek paralelni sistem. Recimo, pač, to je ena od zadev, pač, ki je zanimiva, ki je neka oblika socialnega sistema, ki je v bistvu tak, zdi se mi, da mogoče sovpada s
temi, bi rekel, z nekimi elementi v afroameriški kulturi, ki jih recimo že prejšnja desetletja v literaturi mogoče izpostavljajo, pač ali so nevidni človek, ali se pravi neka oblika upora, ki je oblika, ki ne terja, mogoče, ki v resnici ni politična, vprašanje je, koliko je politična v smislu neposrednega terjanja neke prepoznavnosti, nekega javnega glasu, ampak je nek paralelen svet, ki je razmeroma dobro zorganiziran v skladu s svojimi možnostmi, ki je zelo inventiven, ki ima pač tudi cel nek slovar. Ja, tak. Ampak paralelni svet za moje pojme ravno tudi zaradi tega, ker se zelo dobro zaveda razrednega vprašanja. Mislim, živi ga. Tudi, če se ga ne zaveda, se ga zaveda, ampak ga tudi preprosto živi. Ne? Zdaj, če spet primerjam s to TV serijo, katere imena ne bom omenil, razreda sploh ni. Ne? Tam, kjer je treba recimo pač ukrasti dobro obleko za to, da si pač res, ne? Boš naredil vse, boš pač ukradel, udaril in tako naprej. Ampak ni nobenih posledic te kraje, ne? Kjer bi se recimo v dokumentarcu ali pa v nekem drugem tudi fiktivnem izdelku, ne? Bi se lik junakinja morala ukvarjati, ne vem, s policijo in tako naprej, se tukaj zgodi nek tak fantazijski element. Policaj ne vidi, luči se zatemnijo in tako naprej. Ne? Torej, zrstemo neko pravljico, ki seveda zabriše točno to, da pač, mislim, so revni, mislim, pač ni, ne? Ampak tega recimo ta serija oziroma današnja določena branja, interpretacije ne pokažejo. Medtem ko v tistem času za tiste like v tem dokumentarcu, realne like, je to absolutno zares. No. Če zdaj skočimo na sceno, ki danes pleše oziroma koreografira. Torej, dejansko v Parizu, dejansko v Berlinu, dejansko na Dunaju, pa zelo močno v New Yorku in drugih ameriških mestih, pa verjetno še kje, mislim, verjetno tudi v Braziliji, gotovo v Braziliji, seveda z svojimi lokalnimi prvinami in podobno. Se mi zdi, da manjka spet točno ta razrednost. Je zelo močen skupnostni moment. Glamurja se mi zdi, da ni toliko, torej ni te obsedenosti z glamurjem, kar se mi zdi res neka kritika časa, današnjega časa, kjer se ne obremenjujejo z... Je realness, gre za realness, ampak ne na način imitiranja nekega glamurja. Ja, ne vem, v bistvu ti imaš v bistvu cikli v plesu, se mi zdi, da se vsi stečejo v obvladovanje tehničnih prvin. Mislim, in po mojem, jaz sicer moram reči, da podrobno ne poznam pač teh skupnosti, vem, da se recimo Sebastian Geč na Dunaju je zelo dober član te skupnosti in zelo vlada, pač moj prijatelj zmeri v bistvu govori, da imajo v bistvu po Avstriji, na Dunaju in v okolici Avstrije organizirane ta srečanja. Ampak jaz mislim, da gre v bistvu pač so neke bolj ali manj žurke, ki se jih ne vem, če obstaja, se pravi, ne gre za to podporno skupnost, pa za ta nek obliž na socialne rane, ampak gre bolj za pač druženje in pač urjenje nekih stilno-tehničnih prvin. Ja. No, ne vem, mogoče lahko ti poveš. Bom zdaj naredil še naslednjo tezo, ne, da pač močna prvina, ne, te scene z konca 80-ih je drag in trans. In vsakršna oblika pravzaprav, tako v koreografiranju kot v oblačenju, feminilnosti oziroma fem, kot kratko bi rekli oni sami. Ne. In zdaj, ne vem, zakaj je to vzniknilo, zakaj se je zdaj to spet prišlo v mainstream in podobno, ne bi znal čisto povedati. Ampak moja teza je, da danes, če pogledamo to sceno in tako naprej, je ogromno tega pokvirjanja neke zelo jasno vidne
telesno ali oblačilno in tako naprej moškosti. Ravno vojakov ni direktorjev, ni nobenih teh moških pozicij, ki jih je recimo gejevska skupnost popolnoma ponotranjila kot ideal zdaj, ne? Oziroma se boji vseh teh feminilnih, bolj poženščenih šminke, česarkoli, ne? In ravno ta drag in trans moment iz tistega časa danes nekako je politično sredstvo za odpor proti neki tej toksični, kot bodo rekli, ali pa preprosto tej dominantni moškosti, ne? Oziroma oblikam dominantne moškosti. Ja, ne vem, v bistvu to bi mogel malo premisliti, ja, ampak ja, zveni kot ena od, kako bi rekel, ja, možnih interpretacij, ne vem. Ampak tebi se zdi, da je to nekaj, kar je poniklo in se ponovno... Ne, hočem samo reči, da recimo v dokumentarcu vidim pač popolno zlitje z žensko podobo, oziroma s tistim, kar bi recimo pričakovali, da je ženska podoba, ne? Lahko je glamurozna, lahko je pač z vsemi atributi ženskosti, ne? Danes na tej sceni pa vidim, pač lahko gre za v primeru trans oseb in podobno, ampak za druge izvajalce in izvajalke gre za recimo, ne vem, pač dodatek brčic na žensko telo, gre za dodatek šminke in uhanov na moško telo. Seveda gibi, ki so popolnoma feminilni, mislim, da te v osnovi prevladujejo, ne? Ni več tega, res je šlo neko koreografijo, ni več tega igranja vlog, vojaka in podobno, ampak res v koreografijo. Ja, mogoče res, mislim, kar bi tak špekuliral, mogoče se zadeve, mogoče so vznemirljive zadeve danes v bistvu neki prehodi, bolj kot neke fiksne vloge ali pa prepoznavne oblike realnessa. Ja. Ja. Ampak ne vem, mogoče premalo, to bi mogel pač malo premisliti. Ja, ne vem. Je še za... Okay. Da ne govorimo zgolj samo o dokumentarcu, ne, pač, moramo omeniti ta prehod v čisti mainstream, pa potem se je spet umaknilo v underground, tisti moment, ki se mu reče Madonna in pač njen videospot in komad Vogue. Ne. Zdaj, ključna beseda danes v teh prevzemih oziroma je prilastitev oziroma apropriacija, ne. Pač, zdaj, kako gledati na Madonno, ne? Po eni strani seveda gre za neko gejevsko oziroma LGBTQ ikono, ki je seveda opravila svoje delo širjenja ženske svobode v glasbeni industriji, afirmacije ženskega telesa skozi pač tisti špičasti, kako se temu reče? Korzet, ja, Jean-Paul Gaultierja in podobno, ampak po drugi strani s tem, ko je slavila, ne, in se pustila koreografirati Willyju Ninji, ne, in določila nek Vogue, kjer it doesn't matter if you're black or white, if you're a boy or a girl, ne, v bistvu zabrisala, pobelila, ampak pač in tudi zabrisala sled celotne scene, celotne kulture iz Harlema. V bistvu pred Madonno je treba omeniti še eno leto prej Malcolma McLarena z mislim, da je Darling Waltz bil album, dva singla sta pa Darling Waltz pa Deep in Vogue, ker je Willy Ninja pač nastopal v obeh videospotih. To je direkten prenos in v bistvu jaz mislim, da in Malcolma McLarena in Madonno v bistvu je treba hkrati mičkeno razumeti tudi kot neka vrsta kuratorja pop kulture, ki seveda sta neprestano na lovu za nekimi subkulturnimi momenti, ki jih je bilo v 80-ih ogromno. No, zanimivo je to, Malcolm McLaren seveda ustanovitev znamenitega butika Sex v Londonu, ki ga je promovirala skupina Sex Pistols, seveda. On pride z Vivienne Westwood leta 1974 v New York in
z neko modno kolekcijo iz butika, jo promovirati. Punk je v New Yorku v tem trenutku v sponu in imate nek meeting, mislim, da v Chelsea hotelu in srečate eno osebo, ki se je reče Richard Hell, kasneje izdal v bistvu album oziroma imel skupino Voidoids in pač en dober single Black Generation, pa prva plošča je zelo dobra. In v bistvu na podlagi Richarda Hella ona dva ustvarita podobo punkerja, ki je še danes tak, kako bi rekel, zamisli si punkerja in to je v bistvu model, zato je Richard Hell in na podlagi tega sta seveda ona to do it yourself kulturo kapitalizirala. Tako da v bistvu za Malcolma McLarena to ni prvi moment apropriacije in jaz mislim, da tako Madonna je to ves čas počela. Malcolm McLaren je v glavnem bil na lovu za temi idejami in pol izdal neki album. V bistvu ja, bolj neke vrste pop kurator. Zdaj, jaz še vedno mislim, da je v bistvu Vogue eden najboljših momentov Madonne v njenem celotnem opusu. Tako zanimivo je tudi, da se spomnim, jaz sem bil zelo obsesiven gledalec MTV-ja, tako da se vseh teh prvih prikazov video spomnim. Ja, pač v bistvu jaz mislim, da na nek način pop kultura in v tem času in mislim, konec koncev tudi Michael Jackson, it doesn't matter if you're black and white in tak naprej, sta sam predstavnik pač neke afroameriške muzike je pač so se bi rekel znotraj kapitalskih apetitov so se te zadeve vedno na nek način mogle mešati, če ne zaradi česa drugega, zaradi tega, ker so bile ustvarjeni zato, da naslovijo čim širšo populacijo potrošnikov. In zdaj ne vem, pač... Ni naključje, da je pač ta video bil, da je nekako prešlo v zavest, oglej, kako lepo in tako naprej, ampak brez tega nekega družbenega kapitala, ki ga nosi Vogue oziroma Voguing sabo, in potem stvar poniknila do zdaj potem nekega 2004-2008 novega obujanja oziroma širjenja. Ne? Ker sej, če se spomniš, kaj v resnici počnejo, ne? Imajo te določene elemente, ne? Tipične metuljčki in podobno, ne? Ampak to je to. Mislim, ta koreografija v tem smislu bomo okras. Bolj kot neka družbena koreografija, neka napetost, spopad. To vsekakor, samo recimo tak, treba je reči pri Madonni, Madonna je seveda, moramo vedeti, pač ona je verjetno najbolj slavna oziroma plesalka, ki je svojo kariero naredila kot pevka. Sprej, ona je klasično šolana v ne vem, vseh teh modernih tehnikah. No. In v resnici jih mislim, da kar dobro razume. Tako da jaz mislim, da je pri njej tak, če smo tak zelo analitični, zadeva pride na neko pač višjo raven. Je v bistvu že hibrid in je pač hibridizirana z elementi elija, limona in tako naprej, ki jih seveda ona oblada, ker jih je pač kot študentka, ne vem, kje v Chicagu, mislim, ne iz Detroita, ampak ne vem, natančno na kjeri akademiji, ona prav ples študirala, tako da ona to seveda že hibridizira. In ima v resnici jaz mislim, v tem njeni spremljevalci so pač top plesalci, ki te zadeve so spiljene do konca. No. To so, bi rekel, tako prenesene na neko mičkeno višjo raven, kot je bila ta, se pravi, v pogojih, v katerih je nastajala, kar je pač maksimum, kar lahko dosežeš. Pač. Ona to zelo pač spili. Ja. Ja, če Vogue oziroma Voguing vzameš iz bola oziroma bolj kulture, pač dobiš res koreografijo. To je pač stil. V bistvu to pač pride na raven nekega pač plesnega stila, ki ima lahko pač neke individualne variacije, ampak je nek prepoznaven plesni stil, povezan z neko
potrebno neko bazo. Ampak mogoče, zdaj, jaz ne vem, po mojem bi jaz rekel, da jaz zdaj ne poznam, moram priznati, razmer, kako se je ta kultura verjetno je razvijala, verjetno je povezan nek vznik Volka v zadnjih letih z neko pač generalno nostalgijo po nekih kulturnih fenomenih iz preteklosti. Se pravi reciklaža vsega možnega in pač tudi Volk pride na vrsto. Čeprav jaz mislim, da v bistvu vsi ti plesni fenomeni, od nekih popularnih plesov in tako naprej, z večjo ali pa manjšo vidnostjo so zadeve neverjetno vztrajne in se prakticirajo naprej. In tako obstajajo neke prakse, ki jih poznaš iz zgodovine ali pa iz začetka 20. stoletja in ugotoviš, da v Ljubljani to vadi neka skupina na Viču. Ali pa, mislim, to je neverjetno trdovratno. Tak nič ne zgine, ampak verjetno v določenih momentih zaradi različnih razlogov postane ponovno pač popularno. Je pa bolj scena, kot sva že omenjala, izumila celotno besedišče. In zdaj, če gledam zdaj to, res ta razmah tega besedišča, mislim, da če je kje zmaga tega Bola oziroma Wolfganga, v mainstreamu je to samo že na ravni jezika, ker pač stvar je šla nekako tako, če sem prav razumel, prek RuPaul's Drag Race, je to prišlo pač v absolutno rabo gejevske LGBTQ širše skupnosti in ne samo te, seveda, ker pač RuPaul's Drag Race ima tako gledanost, da se potem to prek nekega mogoče generacijskega ključa prenese tudi na mainstream straight populacijo. Pač jaz Queen, jaz za vsako stvar Queen in tako naprej, ne izvira iz tistega kratkega videa fana Lady Gaga, čeprav najbrž je postalo viralno, se je razširilo kot virus po tem videu, ampak korenine ima točno v tej kulturi. Isto, ne vem, Ten Across the Board ali pa, to, kot smo že rekla, Throwing Shade ali pa Realness ali pa Reading in podobno. Ja, to je, kako bi temu rekel, neverjeten sistem je za vsemi temi zadevami. Ko pogledaš pač te termine, ja. Se pravi, family house, kaj je legendary, natančno vejo, kdo je legendary, pa kakšne pogoje je treba izpolniti, realness je zanimiv. Včasih pa reading, to mi ni bilo, recimo ta reading mi ni čist jasen, zato ker reading ali pa to read je v bistvu, oni uporabljajo za nekaj taga kot v bistvu zmerjanje. Yeah. Zmerjanje in voguing je na nek način izogib temu, da je nekdo, ne vem, v bistvu sploh ne vem, na kak način bi to prevedel, ja, ampak v bistvu to, kar hočem reči, pač ta slovar kaže na neko določeno v bistvu kulturo iza tega. Pač to niso neki tehnični termini, ampak imajo neko socialno temperaturo, zatem so neki socialni odnosi. V bistvu vsi so na nek način, vsi pojmi so relacijski. V bistvu na nek način se pravi, so povezani z socialnimi vlogami ali pa z nekim tipom komunikacije. To govori o neki resni kulturi in tudi nekemu premisleku, ki je bil sicer zaprt v mali krog, ampak v bistvu svoje značini, kot so lahko vse te zadeve zelo dobro premislili ali pa tudi detektirali, ker so tudi iz nekih traumatičnih momentov. Tudi z tega, torej povsem jezikovnega vidika, jezik kot družbena praksa, ki vzpostavi neko, kot si prej rekel, usporedno družbo, usporeden sistem, se absolutno strinjam, da je to neka mogoče mala, ampak je neka zmaga nasproti vsem tem privilegijem. Zdaj, danes recimo, da je tudi neke vrste zmaga, pač če ljudje uporabljajo ta izraz, ampak kakšna mogoče grenka zmaga, če se ne zavedajo, odkod je to išlo. Ok, ampak v resnici uporabljajo izraze, ki so gejevski, lezbični, trans, drag in podobno. Pač vse prej kot straight in heteronormativni, ali pa patriarhalni. Ta reading,
Zdaj, to read someone, ne, je tudi pač brati nekoga. Ne. Ja. Veš tisti prizor, ki Venus Extravaganza, pač najbolj trans oseba, ne, pač ponazori to, prek tega, če tako dobro te berem, ne, da vidim tvoje pomanjkljivosti, tvoje šibkosti, ne, in prek tega, ko to prikličem na plano, ne, te osramotim. Ne, Ampak in zdaj spet ne, klasično ta TV serija, ki je ne bom imenoval, ker ji nočem delati promocije, ne, dojame točno to sramotenje kot to, ne, poniževanje nekoga drugega. Ampak katera operacija je na delu? Ne? Pač skupnost, ki je v celoti sramotena zgor zaradi tega, ker pač po spolu, po seksualnosti in tako naprej, ne, vzame ta sram, ne, in ga pretirano subverzivna afirmacija. Ja, točno to. No, bom pa vzela potem to nase in pač v redu, ne? Pa se dajmo obmetavati s temi sramotnostmi. Ne? Neka vrsta nadidentifikacije s temi, bi rekel, negativnimi vidiki pogleda na te, ali kako bi ti moral rekel, odnosa do tebe. Ja. V bistvu to je pretvarjanje, na nek način pretvarjanje nekih traumatičnih odnosov v joke. Ja. Mislim, ker sram je spet ta trojni, ne? Pač lahko te je sram, ker si afro ali latino, lahko te je sram, ker pač nisi straight, lahko te je sram, ker nisi bel, lahko te je sram, ker pač preprosto nisi uspešen, nisi korporativen, korporativna in podobno. To je preživetvena strategija seveda tudi. Ja. In to vse prek telesa. Okay. Medtem ko jaz zdaj pogledam, kakšno je stanje v živo prenosu na Facebooku, vprašam, je kako vprašanje ali komentar v prostoru? Kaj je vprašanje? Aha, ni vprašanje, je pa komentar, no, da vam mogoče pač olajšam prehod. Med drugim je Madonna hodila na klase na Alvin Ailey, predtem pa balet in kar dosti moderna, pravi Maja Delak. Ja. V bistvu, mislim, obstaja tudi jaz nek dokumentarc gledal, kjer ona je vse sorte stvari pač plesal. Mislim, ona evidentno je tudi, da je pač kar dobra plesalka. Mislim, ona je dobra plesalka. Ja. Deluje, to je ta zamik. 9 od 6 zgleda, Jure Kirbiš pa sprašuje. Pozdrav Maja Delak. Jure Kirbiš pa sprašuje, I'm so into voguing right now, zato moram vedeti, kateri hiši, kateremu domu bi pripadala vidva. In seveda nujno demonstrirajta vajin vogue. Okay, najprej, kateri hiši? Mogoče bi pripadal hiši Pritličje. Na nek način, ja. Ne, ampak res, mislim, da niso bili neki dogodki, so bili v španskih borcih, ali tako nekako, nek vogue, neki je... Možno, ne veš, da ne vem. Ja. Jaz samo vem, da pač za moje poznavanje, drugih še nisem videl, ampak pač je dežurni vogar Rok Rowdy, za katerega sem upal, da pač bo, ampak je najbrž v Murski Soboti danes, za katerega sem upal, da se bo pojavil tukaj in pač res ponazoril tega metulja, ki ga jaz pač res ne morem. Mislim, jaz mogoče bi tudi prihranil javnosti pač ta moment, pač, da bi me gledal vogati ali karkoli tega. Ja, v duhu zmage neoliberalizma in individualizma bi rekel, seveda pripadam hiši Dragojevič, pač sem pa to krilnes, da vse, kakor se gibljem, je že koreografija in pač prosim trademark in avtorske pravice in to. To mislim, da je zelo dosledno za današnji čas. To, avtorske pravice. Kak komentar ali vprašanje je v prostoru iz Pritličja, iz studija Pritličja? Prosim. Če obstaja trenutno kak dokumentarc, ki relativno pokriva? Ne, v bistvu jaz sam nisem Vogue, se pravi Vogue sceno. Jaz sem prepričan, da kaj obstaja, ampak jaz na teh, bi rekel, dostopnih verjih nisem tega našel. No. Ampak sem prepričan, da se z nekim researchom
najde še kak dober dokumentarni filmski verk, kako od teh scen posameznih pokrije. Ja. Mislim, da je bilo 2013, 2014, ko nekako je bil nek dokumentarc, ravno to kot follow-up, kot nadaljevanje to. Mislim, da je naslov Kiki, v redu, prikimava občinstvo. Kdo sem jaz, da se kregam z javnostjo? Z javno mislijo, javna misel že ve. Torej, Kiki mislim, da se imenuje, sicer pa te scene dovolj dobro spremljajo te post-televizije, kot jim jaz rečem, pač Dazed, Vice in podobno. Ne? Jaz sem v bistvu informacija, ki sem jo zasledil, je to, da je posnet dokumentarc o Viliju Ninji, pred nekaj leti je bil narejen, sicer on pokojn, 2006 je umrl za AIDS-om, žal. Ja. In ko si izrekel AIDS, se lahko takoj navežem spet na Jureta Kirbiša. Najbrž pa je Volk vmes tudi poniknil, ker je to skupnost močno prizadela epidemija AIDS-a. Absolutno. Bilo je veliko seks workerjev in s tem povezanega spolnega nasilja, kot tudi okužb z virusom HIV. Ne vem, Fran Libovic v dokumentarcu Public Speaking govori o celotni, se pravi, plesni sceni v New Yorku. Mislim, da je med letom, se pravi začetkom 80 do 94. leta pač ta epidemija AIDS-a odnesla med 30,000 in 40,000 ljudi mislim, da v New Yorku. In Fran Libovic reče, da problem plesa v New Yorku ni bil ta, da so umrli koreografi, ampak da je v 5 minutah umrla publika. In da je pač to za neko socialno okolje, ki je informirano ali pa ki je zainteresirano za določene področje, seveda to pač grozljivo. Ja. Ja, mislim, dejansko iz tega dokumentarca edini, ki mislim, da je preživel in se potem tudi pojavil na obletnici, 25. obletnici dokumentarca Jenny Livingston, je Penn Davis. Pozabil sem zdaj, kako mu je ime. To je tak, na začetku filma šiva si oblekco. Za tem šivalnim strojem je ta fant. Tudi Willy Ninja leta 2006. In ja, Mislim, to je ena stvar, ki si je mogoče, tako jaz vidim, tako da v bistvu pri nas ne znamo prav predstavljati. No. Se pravi, ampak tu ne gre samo za plesno sceno, to gre praktično za nek velik kos pač kulture, predvsem te neke, se pravi, alternativne kulture, pa ne samo, pač se pravi, ampak to je verjetno imajo taki, se pravi, taka količina smrti pač ima posledice, večje posledice za izrazito manjše skupnosti. Še kako vprašanje? Komentar? Jure? Zdaj, če analogno naredim to, kar se naredi ponavadi digitalno in zdaj napotim na pogovor o Paradise Garage, namreč mislim, da sta nekako ta današnji pogovor in ta o Paradise Garage kot rojstvu kluba, kot ga poznamo danes, klubskega prizorišča, plesnega, glasbenega in še kakšnega, sta nekako v dialogu. Ne? Paradise Garage se je zaprl leta 1987, ta scena, recimo, kot jo pač dokumentira Jenny Livingston, doživi ta nek svoj vrhunc. Ravno med 87 in 89 ni naključje, da je house glasba pravzaprav spremljevalna glasba bolov oziroma voguinga. In da je to seveda tudi ravno glasba in klubska glasba in glasba afroameriške in latino skupnosti New Yorka. Tako da vabljeni k ogledu, sporednemu branju, readingu, tako ali drugače, tudi tiste oddaje. Ok, še kako vprašanje ali komentar? Če ne, lahko rečem hvala lepa. Hvala tebi. Rok Vevar.
hvala vsem v prostoru, v studiu Pritličje, hvala vsem pred zasloni. V precepu novembra Grindr. V pogovoru Karmen Šterk. To bo 22. novembra ob 18. V okviru festivala Grounded, ki se letos posveča intimi v času umetne inteligence. In še, če imam to neko odjavno špico, ki je pač potem ne najdem, in še, kot da se zdaj tale medklic ni zgodil, in še, če se lovite zaradi nelagodja v kulturi, naj vam bo v pomoč, da ste vselej nekje vzhodno od kvira. Samo še najdemo ga, pa bo. Hvala za pozornost in do naslednjič.